Skupina Gen in družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi si prizadevata pridobiti gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno Mokrice, ki je pomembna predvsem zato, ker lahko kot zadnja v savski verigi najbolj učinkovito izkoristi akumulacijo vode v celotni verigi. In to je tisto, kar že danes delamo za hidroelektrarno Brežice, ker že danes pravzaprav smo večinoma časa obratovali, ker z gornjimi nismo mogli obratovati, z Brežicami smo. In seveda želimo to ekonomijo cele verige izkoristiti v celoti. Mi smo kot energetska družba seveda zainteresirani, da se to zgodi čim prej. Seveda zaenkrat ne kaže, da bi to začetek gradnje bil dajmo reči optimistično v jeseni letošnjega leta. Kot dodaja Novšak, ima skupina Gen skupaj s HES-om in holdingom Slovenske elektrarne pripravljene vse resurse za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice. Tako natančno vemo tehnično-tehnološke podatke, imeli smo že tudi razpise za opremo, imamo projektiranje narejene do te mere, da lahko nadaljujemo. Imamo ljudi, ki to znajo, nenazadnje imamo izkušnje z Spodnje Save, ki je uspešen projekt. Imamo tudi seveda denarne vire in to lastne denarne vire, da lahko speljemo ta projekt. Vendar zaradi ponovnih obravnav postopkov na Agenciji za okolje pričakujejo zamik pričetka investicije. Kot poudarjajo, bodo tudi letos delovali v smeri iskanja ustrezne rešitve za nadaljevanje postopkov pridobivanja soglasij. Jasno, da smo aktivni pri tem, da spremljamo to, vendar pa nekako ni dorečen postopek, po katerem postopku pravno formalno seveda zapeljati zadeve glede na naturo, glede na prevlado javnega interesa in tako naprej, tako da trenutno vam ne moremo zelo natančno povedati, kako bo postopek naprej potekal. Dejstvo je, da je seveda okoljevarstveno soglasje razveljavljeno, sodniško razveljavljeno. Tako da ne znamo povedati točno, kako naprej. Niti mi, niti okoljsko ministrstvo in tisti, ki se s tem ukvarjajo. Mi ocenjujemo, da je projekt hidroelektrarne Mokrice potreben in bomo še naprej izvajali aktivnosti na izvajanju tega projekta. Po tem prvem pregledu nacionalnega energetskega podnebnega načrta in sicer zadnje verzije 4.1 tudi ne ocenjujemo, da je popolnoma zavržen ta projekt. Projekt je iz ukrepov, ga ni več med samimi ukrepi, vendar tudi NEPN sam prepoznava, da bo potrebno pri okoljevarstvenem soglasju oziroma pri teh okoljskem poročilu, da bo potrebno en ponoven premislek. Hidroelektrarna Mokrice, ki je izjemno pomembna tudi zaradi poplavne varnosti, bi na leto proizvedla 131 gigavatnih ur električne energije.